Številni ste zanj že slišali, tisti, ki še niste, pa boste zagotovo dobro poslušali od tega trenutka dalje. Ima veliko svojih zgodb, predvsem pa se danes večkrat ukvarja z zgodbami nemočnih in oškodovanih. Kakšno je njegovo sporočilo? Ali je moderni superheroj, katere so afere, ki so ga najbolj pa grele? In vse to izveš v današnjem Kaprisovem super intervjuju. Z nami je Aleksandar Repić, Pici. Pozdravljeni, lepo vas je videti v tej sončnem predelu Slovenije. Pa takoj vprašanje. Pici, nepridiprav, Aleksandra, kako želiš, da te imenujemo? Čist po želji vsem mi, kako me kdo kliče, sem že navajen vsega. Mogoče že, ki omenjamo nepridiprava, dejansko to je tvoj nik na Instagramu, za tiste, ki morda še ne vejo, zakaj nepridiprav, zakaj si izbral ravno to? Kaj pa vem, takrat, ko sem ustvaril profil na Instagramu, nisem vedel, kako bi se poimenoval, Pici je bilo zaseden, nisem hotel nekih številk zraven. Pa mislim, da je v tistem cajtu nekje, ali sem nekje slišal, ali videl nek prispevek, kjer v novicah omenja nekega nepridiprava. Prej sem bil ful problematičen, pa sem rekel, no, bom probal nepridiprav in je bilo prosto in sem pač ta nickname uporabil in tako je ostalo. Ok, nismo zasledili, da bi pogosto se pojavljali tvoji intervjuji v medijih. Zakaj je tako? A te mogoče mediji ne povabijo na intervju, a ti zavrneš povabila? Kakšno v smislu intervjuji? Da bi tako, kot imamo mi danes s tabo intervju, naprimer v nekih medijih, ne vem, zasledili smo po moje 2-3. Podcaste imaš v mislih. Ja, podcasti so strani ljudi, ki to pač počnejo, zdaj se to itak že ful razširal, ampak strani prav medijev pa nisem imel nikoli nekih intervjujev. Je bilo bolj tako pač, za kako izjavo so me vprašali. Okay. Smo veseli, da smo med prvimi. Ja, mene tudi. Mene bolj zanima, zakaj misliš, da ni prišlo do tega, da bi te povabili, ker po mojem imaš zgodb več kot samo eno zapovedati. Kaj pa vem, ne vem, mogoče so kakšni interesi v zadju, ki so drugačni od mojih in se mogoče klele ne ujamemo. Ne vem, mogoče me je težko omejiti pri izražanju pa temu, kar jaz mislim, da je prav in kaj ne in pol, ne vem. Pojma nisem se nikoli sprašal, kaj je razlog za to. Ok, zdaj ti si Ljubljančan, ne? Kako je bilo odraščati v bistvu v Ljubljani, pa kakšno družbo si imel, če začnemo s tem? Pa, Ljubljana je posebna, mislim, jaz, ko sem odraščal kot otrok, dokler nisem osnovne šole končal, sem se zadržal v svojem delu, se pravi v Ljubljanskih mostah. Največ časa sem pa preživel v Štepanskem naselju, zato je tam bila moja osnovna šola in tudi družba je bila iz tam. In pol, kakor odraščaš, pol tam počasi srednjo, smo se delili na to, kdo je iz katerega dela po teh poštnih številkah. Fužine so bile 1-1-2-0, Štepanc je bil, mislim, da 1-1-9 in tako. In pol smo se tako grupirali in tako smo se tudi družili. Pa kakor odraščaš, pa se začneš povezovati s temi ljudmi iz drugih delov Ljubljane in pol ni bilo več teh razlik, pa tako pač, najdeš si neko svojo družbo ljudi, s katerimi se razumeš, se povežeš z njimi in mislim, meni je bilo zabavno, odraščati v Ljubljani. Sicer te je življenje pripeljalo tudi do tega, da si se moral skozi nekako prilagajati okolju, v katerem si odraščal in seveda dogodkom, ki so se ti zgodili. Kdaj ti je bilo mogoče najtežje v življenju? Najtežje v življenju? Kaj pa vem, nimam nekega obdobja, ki bi, mislim, vsako obdobje je imelo neke težke trenutke, ki so se mi zdeli težki za tisto obdobje, ampak bolj skozi, ko gledam za nazaj, mi je praktično čisto vsaka stvar mi je prav prišla za neki in zdaj tudi, ko se mi kaj slabega zgodi, ne gledam več v tisti moment, to je za neki slabo, zmer pustim cajtu, da pokaže, a se to pa res izkaže kot nekaj dobrega ali pa slabega, tako da težko rečem, čisto vsaka stvar je na nek način pozitivno vplivala na mene, ampak ja, ne vem, mogoče je smrt mame 2-7, pa takrat sem v bistvu se malo razpustil, oziroma fotar ni mogel imeti to kontrole nad mano. Tukaj sem se v bistvu nekako iskal največ, ampak ja, tudi to je vplivalo na nek način na mene pozitivno, da sem pač se mogel v določenih momentih malo znajti po svoje, boriti za sebe, da si najdem svoje mesto v družbi in tako. Dobro, če smo imeli še ta slabo plat, pa gremo še na to dobro. Kdaj si najbolj nostalgičen na kjer moment v življenju, da si rečeš, wow, tega pa res pogrešam ta moment?
Mogoče se malo grozno sliši, ampak momenti, ki so se mi takrat zdeli mogoče malo težki v določenih delih, se pravi zapor, dejansko ga malo pogrešam. Zato, ker tam sem imel neko rutino, ni bilo toliko informacij in dejansko se sploh mogoče ne zavejamo, koliko vsakodnevne informacije nas utrujajo in vplivajo slabo na naše razpoloženje. Tam si pa nekako odrezan od tega sveta in pač imaš neko rutino, neke ljudi tam in prvič sem opazil, koliko sem počival tam, ko sem šel na 29-urni izhod in sem bil čisto euforičen in pridem ven in spet si vsa ta družba moja vzun me čakajo, se družimo, skačemo okoli in vse. In prijem zvečer pri Joviču, enemu prijatelju, producent je Damjan Jovič, zdaj ga ob tej priliki lepo pozdravljam, če posluša. Pri njemu sem prespal tisti večer in se spomnim, naslednjo jutro sem se zbudil tako utrujen in glava me je bolela od vsega in sem prav dojel, da je toliko enih informacij in ta pozitivna euforija me je toliko utrudila, da sem prav rekel, ko mi čaka, da grem nazaj not. In sem se vrnil cel vesel in ja, dejansko tako enkrat na let bi podpisal prej, da grem za en mesec skozi tja, da se izoliram, da malo treniram, preberem kako knjigo, ki jo moram, pa jo vzuni, ne najdem cajta prebrati, ne. Ampak ja, not si lahko ustvaraš en prostor, eno obdobje, bom temu rekel. Malo se čuden slišam, ampak dejansko je tako, no tisti, ki so dali te stvari čez, vejo, kaj govorim. Še eno vprašanje glede knjig, ki si jih bral v zaporu, kaj si bral? Tako da ti je ostalo v spominu mogoče, ali pa zadnja knjiga. Ful dobra knjiga je How to Win Friends and Influence People. Ene 6 sem jih takrat v priporu, dejansko ni bil pripor, no, ampak sprejemni blok, prvi blok na Dobu in od teh 6 sem dejansko, mislim, da 3 prebral v 7 dneh. Zato, ker dejansko nisem mogel se premakniti nikamor, bil sem pač izoliran v sobi, imel sem samo te knjige, ki sem jih sabo prinesel in ker sem prišel noter, samo eno urno izprehod sem imel in 24 ur sem dejansko, 23 ur sem ostalih preživel v sobi. The Compound Effect, How to Win Friends and Influence People, pa mislim, da je bila tale takrat v uni sobi, The 7 Habits of Highly Effective People. Tako da, vse take v bistvu, samo pomoč, samo psihološke knjige take. Think and Grow Rich, to sem kasneje, pol 15 Invaluable Laws of Growth, pa The Millionaire Next. To je teh 6 knjig, ki sem sabo vzel. Tavki je en prijatelj, moj dober isto, ki ima Napoli špicerijo v Ljubljani, on mi je posodil te knjige in je rekel, vzem to sabo, to moraš prebrati in mi boš rekel hvala, ko priješ ven. In res je bilo tako. Dobro. Imaš mogoče kdaj občutek, da se te ljudje bojijo oziroma imajo neko straho spoštovanje do tebe? Ja, občutam to, ampak mislim se po eni strani razumem, ampak tako no, vsakmu poudaram, da pač meni se dejansko težko zameriti. Moraš biti res pokvarjen, da se mi zameraš, pa da se spravim tako na nekoga, pa da obravnavam bilo koga, ker sem že slišal tako nekaj najhujšega, eni so govorili okoli, se pogovarjali, pa rekli, joj, nekaj najhujšega, kar teh cajtih lahko doživiš, je, da odpreš telefon, vidiš, da te je pici označil na story, pa se sploh z njim ne družiš, a ne. Tako da ja, mogoče res tako, ampak kaj pa vem, to se zdaj tako v zadnjem letu pa pol ful razvil, da skozi obravnavam neke tematike, vtikam se mogoče v stvari, ki se me tudi ne tiče, ampak ne vem, to sem pač jaz, ne znam biti tih. In verjetno zaradi tega, ker ne znaš biti tiho, dobiš marsikatero tožbo na svoj račun. Koliko jih je približno? Tožbe niti ene. A res? To je tako, jaz sem tudi sam presenečen. Čakam, da dobim kako tožbo, ker spet to je neko področje, kjer se jaz počutim, da sem na domačem terenu in da imam tam zihar več izkušenj, kot marsikdo, ki bi se hotel spraviti tožbo z mano. Ampak ja, to je nekaj, kar jaz pač sprejemam in vzamem v zakup za vse to, kar delam. Ne, pač. Razumem vsakega,
ko mu naredim kako škodo, bom temu rekel, ali je upravičena ali neupravičena, pač čisto razumem, da se spravi v tožbo, tako da ne vidim problema tlele. Sam zaenkrat je še ni bilo niti ene. No. Pa naj tako ostane, mi zdaj želimo to, da bi imel čim Mislim, manj bomo dela. videli, tudi tam je zna biti zabavno. Če bi slučajno se znašel v kakšnih težavah, koga bi prvega poklical? Obstaja nekdo, ki ga pokličeš? Ja, imam ene 3 prijatelje okoli sebe, ki jih sploh ne rabim imenovati, oni vejo, kdo so, tako da pač njih 3 bi poklical in to je to. Rekel si, da zapor te je nekako izoblikoval oziroma ti dal neko pozitivno izkušnjo. Po eni strani pozitivna izkušnja nekoč v nekih časih davnih je bilo tudi obvezno služenje vojaškega roka. A misliš, da bi ga mogli ponovno uvesti? Ja, sigurno. Zato, ker tam se sigurno naučiš ene discipline in pač nekih osnovnih navad. Že samo to, da zjutraj, ko vstaneš, da zategneš pojslo, že to je pravilo v zaporu. Pač, ko vstaneš zjutraj na raport, ko prideš, prije paznik noter, prvo prešteje vse, poveš, če rabiš zdravnika ali pa karkoli. Pol se ta drug paznik sprehodi čez sobe, pogleda, če so vse ta posteljnina in kovtri in vse, če je to zategnjeno, tako kot mora biti. Če kje razmetam, pa to točno se ve, čigava je pojsla, napiše ti uradni zaznamk, UZ. In to pol vpliva tudi na tvoje obiske, ne? Ker obiski se začnejo z 1-urnimi, pa vsak teden se ti podaljša za 15 minut, do maksimuma, mislim, da 2 oziroma 3 ure. Če delaš noter v zaporu, imaš šlo do 3 ure, če se ne motim, drugače pa samo do 2 uri. Ne? In skozi za teh 15 minut imaš šlo več, ali pa ti odbije, če kaj narobe narediš. Tako da je to neke vrste tudi kot motivacija za to, da pač zjutraj, ko vstaneš, da je vse tako, kot mora biti, zato da imaš lahko več obiskov. Mislim, jasno je, da ne skrivaš to, da si bil v zaporu, to si večkrat povedal, to je vsem znano. Lahko na hitro poveš, zakaj in koliko časa si preživel tam? Prvič sem bil, mislim, da koliko sem bil, 15, se ne vem niti, kot mladoletnik sem bil na Povšetovi, takrat sem bil nekje mesec pa pol po mesecu pa pol sem dobil odločbo, da grem lahko v hišni pripor za 2 meseca, pa sem ti zaključil. Zdaj pa na zadnje je pa bilo 2019, pa mislim, da je bil 7. mesec, ne vem, še pozabil sem, kjer mesec je bil, ampak ja, od 2019 do 2021 februarja, nekih slabih 22 meseca, 21, če se ne motim. Katero mogoče tvoje dejanje izmed teh, ki si jih v tistem obdobju naredil, najbolj obžaluješ? Mislim, težko rečem, da kjero zdaj, ampak vsa so bila tako primitivne narave ali pa sramotna, tako da mislim, da so vsa bila nepotrebna. No. Niti za eno kaznivo dejanje nisem šel, da bi lahko rekel, ok, zato se je pa splačal. Pač vse gluposti, ki sem naredil, so bile čist nesmiselne, no, tako bom rekel, čisto vsako obžalujem, ampak spet po drugi strani, kdo bi pa bil danes mogoče, če se ne bi na ta način šolil, pa povlekel nas neke lekcije. Pač. Ja, itak, definitivno. A lahko na hitro samo za tiste, ki te prvič spoznavajo, poveš, zakaj si bil v zaporu, ali ti je o tem težko govoriti, naprimer zdaj? Mislim, ni mi težko govoriti. Kot mladoletnik prvič sem bil, zato ker sem zabodel enega varnostnika z nožem v trebuh. V trgovini me je napadel, zato ker nisem pospravil vozička nazaj med ostale vozičke, ampak že tam je bilo v tistem Mercatorju navada, da folk pušča vozičke tako, da ležijo povsod, pa vsak naslednji prije zagrab tistega, kaj je tako. On se spravil takrat name, ne vem, neki mu ni pasal glede mene. Povlekel me za rame, fizično že začel z mano obračunavati in pač v tistem momentu se mi je snel in imel sem nek nož, takrat je to bilo popularno, tisti butterfly, da nosimo s sabo in sem pač, prvo sem ga z nogo, mislim, da udaril v glavo, pol ni hotel odnehati, pol sem vzel ta nož, sem rekel, da ga bom zabodel, če se ne pobere in pač še kar se ni hotel pobrati in pol sem ga zabodel v trebuh. Padel je na tla, vprašal sem ga, če rab še karkoli in dejansko sem se obrnil in sem se peš sprehodil do doma in ko sem prišel domov, tisti nož je bil že odvržen nekje v grmovju, prijem domov,
Foter me vpraša, če sem vse nabavil v trgovini, takrat, ko sem šel do štacune, sem rekel ja. Pa sem mu pa rekel, da pač sem imel nek problem z varnostnikom, da me je kar zaradi vozička tam neki napadel in da sem ga udaril in prav, ja, prav, če te je, prav je, da si ga. Sem rekel, ja, nisem ga sam udaril, še zabodil sem ga z nožem, prav, kaj? Ja, kje je nož? Sem rekel, vrgel sem ga stran. Foter tako gleda, cel v šoku, ni vedel, kaj narediti. In prav, da grem jaz pogledat, kaj se dogaja tam in pač je on šel pogledat in je videl, da dejansko ga je že rešilec odpeljal. On je bil takrat v smrtni nevarnosti. Foter prije dan, reče, ostan doma, ne hod nikamor. In Foter je takrat šel nočno, ob 6. In kakor je šel Foter ven iz fleta, čez 3 minute zazvoni domač telefon. Jaz pa vem, da na domačega noben ne kliče razen Foter, ki gre na šiht. In pač vsem se javam in tako tišina. In prekinem in mi je bilo nekaj sumljivo, grem na balkon, pogledam, 2 sedita moški, ženska z nahrbtnikom na klopci in sem že vedel, da nekaj je sumljivega tole. In čez par minut laufa Foter gor v flet in prav, evo jih. Jaz sem pa takrat bil na računalniku in sem igral, prek neta smo s frendi igrali tisti Counter-Strike takrat in kakor sem videl, da so prišli, sploh nisem šel s kompa, sam igral sem naprej. Oni so prišli v tistih pancerkah pa tistih svinčenih rokavicah in rečem še temu, ko smo igrali, sem rekel, evo, prišli so po mene. Predtem sem mu povedal, kaj je bilo, pa ni verjel, ne. In pol, kakor smo igrali, samo da enkrat sem zginil z one webkamerce, tako so oni spomnili, ko so me zvlekli na tla. V lesice odvzeta ti je prostost in pač pa direkt 48 ur pridržanje na policijski postaji Moste. Potem pa preiskovalni sodnik, oziroma sodnica je bila takrat, povem, kaj je bilo, kaj se je zgodilo in ona v redu. In pol jaz čakam na hodniku, prijem spet not in reče, ja, dodelili smo ti 1 mesec pripora do naslednje obravnave. Sem rekel, si mislim, super, hudo, doma bom igrice, ne. Sem imel v glavi hišni pripor. In ona reče, no, zdaj, ko priješ tja na Povšeto, verjetno boš med najmlajšimi tam, kakva Povšeto, prav, ja, pripor, Povšetova. Sem rekel, a nisem jaz mladoleten, sem mislil, da kar ne moreš iti v pripor med odrasle tam. Prav, ne. Prav, in takrat v momentu sem prvič del, koliko lahko mediji vplivajo na take izide, ki se dogajajo recimo in sodbe in tako naprej, koliko lahko vplivajo na dejansko odločitev sodnikov. In mi je rekla prav sodnica, prav, a si nor, kakšen hišni pripor, človek je v smrtni nevarnosti, če mediji izvejo, da sem te dala v hišni pripor, me bodo raztrgali. Prav tako mi je rekla in pa sem del, ok, dejansko toliko se bojite medijev. In tukaj sem tudi videl, kako pol, če imaš ti nek velik rič, pač ti lahko vplivaš na mnenje večine, pa nekoga javno izpostaviš, koliko dejansko lahko tudi vplivaš na določene izide, ali je to kjerkoli, ali je to sodišče, ali karkoli drugega, če je medijski pritisk ali pa mnenje javnosti toliko močno, dejansko se določeni ljudje tudi na položajih, kakor so sodniki, se lahko drugače odločijo, ker se dejansko bojijo, kako bo javnost gledala na vse to. In ja, takrat sem pač v pripor na Povšetovo, tam sem bil mesec pa pol, ful zanimiva izkušnja. V tistem momentu se je to vlekalo, vsak dan noter, ker ne veš, na čemu si, kaj bo, kako bo, eni tako govorijo, drugi tako, ko priješ, so vsi pametni, odvetniki, taki in drugačni pač. In ja, malo si zmeden, pa se, mislim, da sodnica takrat odločila, da se me prestavi v hišni pripor. So me dali v hišnega po mesecu pa pol, ker je bilo s tem človekom vse ok. In tam sem bil še 2 meseca doma. To je to, pa je pa bilo to zaključen, to je ostalo za mano. Pa sem imel še par pogojnih, vmes za neka druga kazniva dejanja, isto vse gluposti in potem je pa bilo to na zadnje 2019, so mi priklicali 2 pogojne, pa dodal 6 mesecev zapora, ker sem skakal po policijski marici,
škode je bilo za nekih 70 evrov in mi ni bilo jasno, zakaj bi me hotel zapreti, se lahko plačam škoda, mislim, škodovanje tuje lastnine, ok, 6 mesecev za 70 evrov škode, mislim, komu se splača mene financirati, not pa hraniti. Ampak sem pol dojel tudi, da tožilstvo oziroma sodišče in policija, da to ni ločeno toliko, kar se mogoče ljudem zdi, ampak dejansko, če policija pritiska ful na tožilstvo, se marsikaj drugače zapele in tudi tožilstvo je takrat ustrajalo pri zaporni kazni, zato ker je nek policaj, ki je na visokem položaju, hotel na vsak način, da se mene zapre, ker sem imel dobesedno poln K. In jim je to pač ratal. Takrat sem bil najbolj jezen in na sodnico, in na tožilca, in na policaja, in na vse, pa ko sem dal to čez, pa če me bodo kdaj zdaj poslušali, sam rečem vsakmu hvala, da ste ustrajali pri tem, da grem notka. Danes mi je veliko lepško, kar bi po mojem bilo, če ne bi dal teh 2 let dopustovanja na dobo čez, ne bom temu tako rekel. Rekel si dopustovanja. Marsikdo pravi, da slovenski zapori, da se mogoče boljše živi v slovenskih zaporih kot zunaj njih. A je to res? Pa glede na to, da sem bil zdaj v Novem mestu, pa ker sem videl, kje vse ljudje živijo, pa preživijo, bom rekel, da so slovenski zapori luksus. Zakaj? Zato, ker v zunaj moraš hoditi na šiht, delati zato, da si pokriješ stroške za flet, hrano, položnice, vse. Noter ne rabiš hoditi na šiht, pa imaš za spat, ogrevan, ohlajen, 3 obroke na dan in vse. Pač svoboda je na koncu dneva itak v glavi, ne. Tisti, ki to razumejo, vejo, o čemu govorim, tisti, ki ne razumejo, pač sigurno niso svobodni, ker marsikdo, ki ga poznamo do zunaj, misli, da je svoboden in potem tudi, ko sem jaz prišel iz zapora, ko mi nekdo reče, kaj ti je bilo tega treba, vidiš, zgubil si 2 leti življenja, ne, veš, ne. In pa si mislim, ok, on ima še kredita za odplačati tok, dela vsak dan, šefa mora vprašati, da gre lahko na dopust takrat pa takrat na datum, ker bo žena tudi lahko šele takrat dobila dopust, da gre lahko skup, ne. Pa si rečem, kaj je drugače, kakor to, ko sem jaz noter mogel napisati raport za dovoljenje, če grem lahko takrat pa takrat na izhod vana, ne. In pač ljudje se ne zavejo, ampak služba je lahko že neke vrste zapor, ne, in si pač unavezan, da moraš tisto uro ostati prijeti, če ne zgubiš šiht, in če zgubiš šiht, ne moraš odplačati kredita, in če ne plačaš kredita, te vrža na cesto in si dobesedno nekako zasužen sam sebe v ta nek sistem, mislim, ne da je s tem, ki je narobe, ampak enostavno večina ljudi tako živi, ne. In če nisi ti prvo v glavi svoboden, pol ti nisi nikakor svoboden, ne. In tudi jaz, ko sem bil noter, se spomnim enega momenta, ko sem že imel vse že porihtan, pa sem celo uspel dobiti izhode, pa sem imel izhode, pa sem mi najdel ključ za net, ali kako je bilo. Ne, v bistvu sem že dobil pogojno, čeprav me zavod ni podprl, in pa sem imel nek problem s tem internetom skozi noter, ker sem imel prešvercan internet in telefone in vse živo. In ne bom nikoli pozabil, smo bili na fuzbalu in smo s fuzbala prišli nazaj v blok in me kliče moja vzgojna in reče, Aleksander, lahko stopite noter, in jaz ko prav, kako ste? Sem rekel, super sem. Ja, kako ste super, a ne veste, da ste izgubili pogojno? Sem rekel, vem, ja. Ja, no, kaj, vam nič ni težko? Ko ne, kako vam ni težko? Mislim, lahko bi šli domov. Nije bilo čuden, zakaj jaz nisem slabe volje zaradi tega. Sem rekel, a vi veste, da smo mi zmagali 5. blok v fuzbalu 8-2. Tako ona, kaj ima fuzbal? Ne, a vi razumete, da je 5. blok trenutno, ker je več blokov, 6 blokov je. 5. blok je trenutno najjačji v fuzbalu. Mi smo jih 8-2 zmagali. A vi veste, kaj je 8-2 zmagati 5. blok? Ona meni gleda. Prav, vi ste res neverjeten, prav, vam nič ne prije do živega. In jaz sem mi takrat tudi razložil. Jaz sem v glavi čisto svoboden, vi pač meni kle samo umejte gibanje, ampak jaz še zmer delam stvari, ka meni paše, ka meni sede in ne morete me kontrolirati z ničemer. Tudi če mi vse vzamete in izhode in obiske in vse, pač jaz si bom naredil, da mi bo dobro. To je najbolj pomembno. Ma je kaj takega, kar ki si rekel, da nič ti ne more priti do živega, a je kaj takega, kar ti lahko priti do živega?
Evo, tamle sedi na kavču. Punca? Ja, seveda. Ona mi pa iz pete izleče živc. Pridejo. Tudi, To so naloge punc. mislim, veš. veste, ko je, ne? Pride ti do živega, ker se človek razočara ali v ljudi, ali v sebe, ali bilo kje. Ampak zmer pol izhajam iz tega, da dejansko razočaranje povzročijo lahko samo dva razloga. Eno je dogovor in eno so naša pričakovanja. Ne? In pač ti, če že pričakuješ v življenju preveč od drugih, od ljudi, oziroma od stvari, na katere nimaš vpliva, je veliko večja šansa, da boš razočaran v življenju. Ne? Prej, ko se sprijažam s tem, da pač ne more biti vse tako, kot si ti zamišljaš, pa pričakuješ, da bo lažje ti je. Ne? In pač naučil sem se, da če na neki ne moram vplivati, da pač enostavno se s tem ne obremenjujem. Če pa lahko vplivam na to, se tudi ne splača obremenjevati, ker pač lahko rešim stvar. Ne? In to je to. Ostalo je pa dogovor. Če si z nekom zmenen, neki pa se hočeš držati dogovora, si pač lahko zaradi dogovora neizpolnjenega razočaran. Ampak ja, to je to. Kaj pa je bila mogoče prva misel oziroma prva stvar, ki si jo naredil, ko si prišel ven iz zapora? Prva stvar je, da sem šel spucati flet v nulo, ker sem takrat šel na jem in generalko vse, pač, ker sem obseden s čistočo. Kupil novo posteljnino, svežo vse in na filu hladilnik in se vlegel in pač rekel, hudo, pač zdaj pa ne rabim na raport zjutraj vstati. Čeprav priznam, da sem dobesedno zjutraj, toliko se je moj bioritem, toliko se je moje telo navadilo, da ob 6, ko zazvoni tista sirena za raport, da pač ostanem, da jaz sem se, ne vem, sigurno en mesec sem se brez kakršne koli budilke, pa čeprav sem hotel, ne vem, a sem šel spat ob 2 zjutraj, ker se mi je ful dogajal, jaz sem se ob 6 zbudil, ampak preden sem se zbudil, sem imel odmev v glavi te sirene. Aha, in to je bilo še nekaj časa. In ko sem pogledal na ure, je bila ura skozi, ali 6 pa 5 minut, ali 5 do 6, skozi se tukaj nekje vrtel. Tukaj je moje telo že bilo navajeno, da se ob tej uri zbudim. Ne. Pa recimo, ne bom pozabil nikoli, noter, ko smo imeli internet, pa telefone, pa tako, tisti, ki smo si pač to uspeli zrihtati. Skozi smo imeli nekoga, ki je pač čuval stražo, če prije paznik notne. In zdaj, če sem jaz bil v sobi, nekdo je bil na straži, ali pa tudi, če ga ni bilo, ponavadi pazniki, ki pridejo, imajo šop ključev. In oni odklenajo tista težka kovinska vrata, to slišiš, ampak ponavadi so že toliko namazani, da čist potiho odklenajo tista vrata in ko grejo noter, imajo ta šop ključev vklenjen in se to cinglanje ključev, ta zvok ti je dobesedno alarm, skrij vse, kar imaš, in to je to. In kak mesec pa pol, ali pa 2 meseca potem, sem bil v lokalu z enimi prijatelji na pijači in sem bil takole na telefonu, držim telefon v rokah in v enem momentu gre nekdo mimo s šopom ključev. Ja. In jaz refleksno primam telefon in ga dam pod nogo, skrijem in tako z 5 sekund sem kar v šoku gledam, kaj je bilo zdaj to, kva sem jaz kar naredil, kva je moje telo, moja podzavest naredila, ne? Da sem v enem lokalu 2 meseca potem, ko sem prišel ven, jaz skril telefon pod nogo, toliko se ti razvije to noter. Kaj še se počne v zaporu? Naprimer, kaj si ti moral še kakšna dela opravljati? Rekel, da si polno bral, da ste igrali nogomet? Nisem polno bral, to se zdaj sliši, da sem jaz en knjižni mol bil. Ne, prebral sem, ne vem, mogoče vse skupaj 10 knjig, ampak za 2 leti to ni nič, ne. Lahko bi ful več. Ampak ni to. Pač družiš se noter, spoznavaš različne ljudi. Meni je bilo zmer fascinantno, pač, kaj je prišel nekdo nov, pa če je bila kakšna taka zanimiva stvar ali pa primer. Zmer sem hotel te papirje prebrati in zmer me je zanimalo, kje so drugi naredili napake, kaj je nekoga koštalo tega, da je končal noter in sploh tisti posebni primeri, ne vem, od raznih morilcev in tako naprej, šizofrenikov. Njihove papirje sem hotel brati, da vidim, kaj so recimo izvedenci, stroka, zdravniki, zakaj so ocenili, da so oni bolj primerni za zapor, kot za neko psihiatrijo. Ne. In tako, take stvari sem se poglabljal in rad
bral te dokumente drugih, tako da sem videl, kaj je nekoga koštalo, da je končal, kaj je nekdo mogel dati čez, da je končal tam z mano noter. Ne? Ker tam je toliko različnih profilov ljudi in ljudi z osebnostnimi motnjami, dobesedno imaš noter od največje bagre do največjih gospodov, bom temu rekel, ne. In ko se naučiš živeti s temi ljudmi, če si sposoben pač razbrati njihove namene in tako naprej, te dobesedno vzun ne more več noben skoraj okoli prenesti. To je taka ena življenjska izkušnja, ki jo ne dobiš, ker tudi ne moreš preživeti. A veš, ponavadi se izogibamo, če nam nekdo ne odgovarja, se ga izogibaš, se ne družiš z njim. Noter pa nimaš te izbire, ja ne bom se, ne, dejansko z nekom lahko spiš, pojsla zraven, pojsla ne moreš nič narediti, ne moreš nič spremeniti, ne moreš ti reči, jaz ne bi bil več s tem, dajte me nekam, ni čistko, ne. In dejansko moraš z nekom, ki si ne želiš biti tam, in se mogoče kdaj spustiti na njegov nivo komunikacije. In od manipuliranja do tega, vse metode uporabljaš za to, da ti dejansko preživiš dan sploh tam, da ti je okej, ne. In ko se naučiš handlati vse te profile ljudi, dejansko pol vidiš, da vzun je vse takole lagano. In to je vsakodnevna praksa, ne, če se vrnem na vprašanje, kaj delaš. Ukvarjaš se dobesedno z bolniki ali pa s takimi, ki te lahko ful naučijo noter. Si dobil nove prijatelje? Definitivno. Noter je ful enega normalnega folka, pač, ki so naredili nek kiks v življenju in pač pridejo ven in naprej vodijo firme, stvari delajo pošteno in pač z marsikerim ostaneš lahko v stiku in dejansko se povežeš s temi ljudmi tudi tako. Pravijo nekateri, da je v bistvu zapor neka mala šola tudi kriminala, da marsikaj se naučiš in izveš, kako se kaj naredi. Definitivno. Ja, mislim, če si že ti nagnjen k temu, da hočeš živeti na robu in pač ne upoštevati zakonov in tako naprej, boš noter serijo smo snemali Truplo, noter jaz igram in v tej seriji neverjetno je, ko je ta režiser Luka Štigl, prijatelj tudi moj zelo dober, on je napisal scenarij za to serijo in dejansko so se ene stvari, kakor jih je napisal in sem jih jaz odigral, so se tudi v mojem življenju odvile pol naprej, kada bi mi napovedal usodo. Tle smo snemali pred koperskim zaporom eno sceno, kako grem jaz iz tega koperskega zapora ven in da sem bil noter 2 leti in tako naprej. Dejansko je vse to tako se odvilo, še preden sem jaz bil sploh obsojen. Napoved prihodnosti. Ja, in v eni sceni jaz rečem, da pač rade to temu, ki igra z mano not, rečem, da ti je zapor LinkedIn za mafijo, ne, in pač dejansko dobiš vse kontakte, ki jih rabiš, ki jih mogoče v zuni nisi uspel prej dobiti, ne, ampak ja. Veliko je pa takih noter, ki priješ, to so skozi neki milijoni, kamioni, vsi so v nekih kombinacijah, vsi ima ful denarja, narediš 2-3 kroga z njim, ki ti razlaga, koliko je on uspel, pa kaj je on vse naredil, potem po naslednji sekundi vprašal, če imaš čikne. In pol vidiš, da je not ful enih bleferjev, od kjerih ni nič, da so dobesedno zalutali in to je to. Da pač una zguba cajta. Sicer živimo v takih zelo neprijetnih časih, ampak kakšen je tvoj odnos do recimo orožja, tudi če pomisliš v Združenih državah Amerike, recimo, ker si vsak skoraj da lahko lasti neko orožje? Pa, kakor je dober za kakšne stvari, tudi ni dober, zato ker pol dobesedno že vsak degenerik lahko prije do orožja, pa naredi nekaj, o čemer fantazira in tako naprej. Kle pri nas, pa če hočeš prije do orožja, moraš pač prvo se usposobiti za to, dobiti dovoljenje in tako naprej in da sploh priješ do tam, to traje. Da pa ga dobiš nelegalno, pa moraš tudi imeti neke konekcije, da kupaš neprijavljeno orožje, ne. Tako da zaradi tega tudi mogoče ni toliko enih takih incidentov pri nas, kakor v Ameriki. Spet po drugi strani mi je povšeč, da tam pač lahko branaš sebe, družino, če nekdo prije na tvojo posest in tako naprej in pač ne odgovarjaš za to, ne. Danes skle pri nas ti lahko nekdo prije ropat bajto in da ga ubiješ na licu mesta, pač greš ti odgovarjati in to je to, ne. Pač, če povprašaš našo zakonodajo, pa sistem, kaj jaz da naredim v tem primeru, ja, pusti, da te Evropa, da ti pobere vse, da te
dobesedno posil tebe, ženo, otroke in vse, in da gre normalno in potem poklič policijo, pa pove, kaj je bilo. Ne. Mislim, to je tako, no. Ene stvari so v Ameriki boljš narejene, druge spet ne, ampak ja, vse ima svoje pluse, minuse. Spet pa nisem jaz za to, da pametujem, kako bi mogel biti, ampak ja, jaz sigurno nisem nikoli in ne bi pustil na sebe in na svoje bližnje in pač glede na to, da sem dal te izkušnje čez in ta naš zapor slovenski, imam še manj strahu pred zaporom, kakor sem ga prej imel. Ne. Prej sem mogoče se še bolj zadrževal, da ne naredim kako glupost, zdaj pa pač si sam rečem, ok, v zapor ne grem več zaradi gluposti. 2 razloga sta sam. Se pravi, če je res sila nuja, da branim sebe ali pa svoje bližnje in mi je vsem, za koliko me zaprejo, ali pa če se res plača. Mislim, vse ima svojo težo, ne, nekdo... Predeli splača, to mi je... Dobro sem enkrat slišal not od nekoga, ki je ful znan, ampak ga nočem imenovati, ampak zdaj tudi, če bom govoril o tem, se bo vedel, kdo je, ampak dejansko cena, ki jo plačaš za to, da nisi z družino, pa s prijatelji na svobodi, je pač tista, ki je vprašljiva. Nekomu je milijon velik denarja, da bi šel odsedeti 10 let za milijon, nekomu pa milijon evrov ni dosti, da bi šel za 1 mesec v zapor. Ne? In zdaj pač oseben pogled na to, a se splača iti za neki cajta, za to, da si ustvariš neko prihodnost, a pa prijaš do določenega denarja, ampak ja. Še zmer mislim, da življenje je toliko polno enih presenečenj in tudi se ne zavedamo mogoče, kako se čez noč stvari spreminjajo, da dejansko danes čez noč lahko zgubiš čisto vse ali pa čez noč se ti zgodi neki, spoznaš nekoga, padeš v nek posel, čist legalen in narediš čez noč ogromno denarja, tako da treba se prepustiti usodi, na katero itak mislim, da nimamo neki ful vpliva. Imamo svobodno voljo odločanja in da razmišljamo, kaj je prav in kaj ne. Ampak še zmer, če ti je nekaj zapisan, da se bo zgodil, kakorkoli obrneš. Ne more ti noben tega vzeti in ne moreš se izogniti temu. Ne. Kaj bi mogoče odgovoril tistim, ki pravijo, da bivši zapornik ne more postati pravičnik za težave malih ljudi? Pa kaj naj jim rečem, boste vi pol pravičniki, vsi tisti, ki niste v zaporu, vsi tisti, ki niste dal zapora, vsi tisti, ki ste pošteni, ki nimate okostnjakov v omari, vi se izpostavljate na socialnih omrežjih za male ljudi, boste vi tisti, jaz bom z veseljem to spremljal in navijal za vas, sam to bom rekel pač lahko je meni očitati stvari, medtem, ko doma sediš in spremljaš, kako se drugim dogaja krivica in pač reče, kva se bo ta zdaj javilo, ta je bil v zaporu, nima sanke, jav se ti, nimam težav s tem, pač jaz navijam, da bo veliko takih, kakor sem jaz, ampak da nima masla na glavi, kakor jaz. Podpiram vsazga, ki se izpostavlja in postavlja na stran šibkejših, ne. Ampak dosti ljudi se tudi ne vpraša, kaj vse jaz žrtvujem za to. Meni dejansko ni potrebno to delati. Jaz nimam finančnega interesa od tega. Pač jaz dostikrat grem sebi na škodo, pa v svoj finančni minus, da dosežem nekaj, kar mislim, da je prav, pa se ljudje ne vprašajo, zakva bi to počel. To počnem zato, ker se jaz dobro počutim ob tem. Ali jim paše ali ne bodo spremenili mojega razmišljanja, definitivno. In vsaka taka kritika mi prav pride in me še bolj dejansko motivira, da delam nekaj prav. Ne? Ker če bi se vsi strinjali z mano, pol je sigurno nekaj z mano narobe. Ok, kakšno mnenje imaš o influencerjih? Kakšnih točno? Ne vem, ti določi tipe influencerjev. Pa zdaj govorimo o glasnih deskah ali tistih, ki imajo dejansko vpliv, pa se ne prodajajo za vsak kos. Ker dejansko ti spadaš med ta druge, ker tudi ti si sam influencer, si vplivnež, ki se ne prodaja kot oglasna deska, ampak dejansko imaš vpliv in nekako vplivaš na mnenje ljudi in na to, da se začnejo vsi z določenim mogoče dogodkom ukvarjati. Veste, kaj je zanimivo, ne? Fora je v temu, kako ti štartaš to pot influencerstva. Dosti ljudi poznam, ki začnejo delati neke vsebine, nek content, zato, ker jih to veseli. In takrat so pristni in so realni. In
pridejo do ene točke, ki delajo, garajo, dobijo nek rič in se znajdejo v poziciji, ki jim nekdo ponudi nekaj v zameno za to, da oni oglašujejo. In si rečejo, toliko cajta sem zdaj po svetu temu, da delam to, kar me veseli, ampak nisem enoč od tega, zdaj imam priliko pač zaslužiti nekaj in da si povrnem to. In pač zaslužijo. Okay. In to so te mikroinfluencerji. In ko imajo oni nek organski rič, ko jih ljudje spremljajo zaradi tega, kar so, dejansko bodo oni v štartu najlažje prodali nek produkt, stvar, ker takrat jim ljudje še verjamejo. Ampak kakor oni rastejo in kakor je več teh stvari, ki jih prodajajo, zgublja se ta žar oziroma tista osnova, zaradi kjer so začeli in ta njihova pristnost in ta content, ki so ga delali za tiste začetne sledilce in dejansko dobivajo potem samo še tiste, ki so kakor na avtobusni postaji pride, gre, malo pogleda in tako naprej. In ko ti ful ženih stvari prodajaš, ti si dejansko že čist izrabljen in zgublja se tudi tvoja kredibilnost. Če ti reklamiraš milijon enih stvari in trdiš, da so to top produkti in vse, pač redko kdo ti bo nasedel, da čisto vsaka stvar, ki ti promoviraš, je res tako dobra, da se splača ljudem kupiti. In dejansko pol pride do ene točke, ki si rečejo, rič mi upada, folk mi ne vidi več toliko storijev in tako naprej. Že začnejo skrivati tiste lajke, da se ne vidi, koliko lajkov je dobil. To sem tudi opazil, da že delajo, ne. In se zanaša sam na une sledilce gor, ki imajo. Ampak koliko imajo organskega riča, je pa vprašanje. In pol na drugi strani so pa spet ta podjetja, ki plačujejo določenim ful enega denarja, ampak dejansko nikoli ne bodo mogli zračunati, koliko so oni od njih dobili, razen če imajo kako kodo in tako naprej, na teh kodah se da zračunati. In pol imamo dva oškodovanca, ena podjetja, ki so preplačala nekoga, na drugi strani imamo pa nekoga, ki je mogoče imel potencial delati dober content, ampak se je zaradi vseh teh stvari prodal. Jaz, hvala Bogu, nisem nikoli bil v poziciji, da bi jaz mogel delati stvari in objavljati za to, da zaslužim denar. Se pravi, zmer sem se znajdel na svoj način, zaslužil, da sem imel za sebe, ampak zmer sem pa hotel dostavljati ljudem tisto, zaradi česa me že od samega začetka spremljajo. Se pravi, na začetku so to bile neke neumnosti, smo streamali, delali vse živo, da navlečemo pozornost ljudi. Ampak pol, ko vidiš, koliko ti istočasno enih mladih nagovarjaš na nekaj, kar ni okej, pol na eni točki sem pač switchnul vse skupaj in sem rekel, zdaj moram začeti družbi malo vračati vse to slabo, kar sem naredil v preteklosti. In potem sem začel z določenimi stvarmi, kakor ste videli, da pač se izpostavljam, mešam se v stvari, rešujem situacije, da nekako dosežem ta svoj duševni mir, ki ga rabam mogoče zaradi slabe vesti odprene. In to je tisto, kar zaradi česar mene ljudje spremljajo. Se pravi, pri meni se točno vidi, kako Instagram recimo algoritmi delujejo in to je tako, da kad ti nekdo gleda story, ti ga pogleda do konca, pogleda naslednjega in Instagram zazna, da si ti njemu zanimiv. In jaz nekaj objavim, zdaj 2 ure nazaj, recimo na objavim, ti me spremljaš, pa tvoja ena druga prijateljica, ki mogoče ne gledaš toliko njenih storijev, objavlja nekaj 5 minut nazaj. Bo mene vrgel na prvo mesto, pa šele njen story. Ne. Mene bo skozi ospredje metal. In zaradi tega imam pol in tak rič in toliko pogledov na teh storijih in tako naprej. In dejansko ljudje se zadržujejo na mojem kanalu, ki vejo, tale ne bo zdaj nič prodal, skozi bo nekaj zanimivega. Jaz raje 2-3 dni nič ne objavim, kakor pa kaj, da se slikam tam, kje sem bil, kje sem jedel, pa to komu, kaj, da zbujam ljubosumje pri ljudeh, kako se imam jaz dober, a v bistvu imam mogoče lahko 10-krat več stresa, kot vsi te, ki me spremljajo. In mislim, da je to največji problem, ker ljudje niso organski in tudi najbolj neumni sledilci, pa nočem nobenega žaliti, dojamejo je nekdo pristane in nekdo organski ali ni. In to se začuti in pač ti lahko prodajaš, kar hočeš, blefiraš o ne vem čemu, motiviraš ljudi na ne vem kakšen način, ampak ljudje čutijo, a si ti ali nisi in to je tisto na koncu, ki je najbolj pomembno. Tebi je v zadnjem letu tudi ogromno zrastel profil, predvsem zaradi tega, kot si pač povedal. Dajo si sebe, dajo si nekaj, kar te zanima, kar mogoče si želel, da vejo tudi drugi in s tem je profil zrastel. Dobivaš ponudbe podjetij, zdaj ko imaš tisoče in tisoče sledilcev?
Ogromno? Ja, vsak teden se najde nekdo, ki bi sodeloval z mano in mi ponuja velike vsote za to, ampak zavračam. Ampak pol sem prišel na eno idejo s prijateljem, s Triletom. Sem prišel na idejo, da mogoče ne bilo slabo, da dam možnost, da vidim, kaj lahko dosežem, da dam možnost določenim podjetjem, da sodelujejo z mano. In pa sem naredil to neko kampanjo in sem dal par dni roka, da se mi javijo na nek določen mail vsa podjetja, ki bi rada z mano sodelovala in pošel ponudbo pač v razponu enega meseca, da jih reklamiram, da mi pošel ponudbe, koliko bi oni pripravljeni bili plačati za moje storije, reelse, karkoli, in da bom zbral 3 najvišje in ves denar, ki ga dobimo od teh podjetij, damo dobrodelne namene, ker ga pač ne rabim tega keša. In sem to naredil in se pač v tistih parih dneh zbral ponudb, da ne zanem 40,000 evrov. Dejansko bi jaz vse te ponudbe vzel, zreklamiral vsa ta podjetja, v enem mesecu bi jaz zaslužil 40 jurjev od kole. Ampak jaz sem zbral top 3, to je bilo za nekih dobrih 15 jurjev, z njimi sem se zmenil individualno in zdaj sem pa pač smo malo to raztegnili, zato ker z vsakim posebej treba v določenem obdobju nekaj posnet, pa da grem tudi njim na roko. In sem pač naredil to zdaj enkratno, mogoče sem še kdaj to naredil, ampak hotel sem videti, koliko so podjetja me pripravljena plačati in da pač dejansko naredim nekaj v zameno, ampak istočasno damo v dobrodelne namene fulenga keša. Tako da na to sem pristal zdaj in ja, teh ponudb je tak zmer velik, ampak vse zavračam. Tako da. Te nobeno podjetje ne more prepričati. Obstaja kakšno podjetje, ki bi te prepričalo, da sprejmeš samo njihovo sodelovanje? Ne, zato ker hvala Bogu sem na točki, da imam in za jesti, za piti in da imam streho nad glavo, neki pohlepa nisem, imam visoke cilje v življenju, ampak ne za vsako ceno. Ne. In ne vem, jaz bi zdaj lahko podpisal deal z gambling, 3 gambling strani, ki mi ponujajo pač ogromne vsote in minimalno bi lahko vzel vsak mesec 60 do 70,000 evrov, samo zato, da jaz gamblam na live streamu, na YouTubu, da dam svojo kodo in da folk prek te kode prije. Se pravi, 60 do 70 je minimum, pa se dogovarjamo za kaj več. Ne. In to bi lahko delo, ampak mi ne pada na pamet. Videl sem, kakšna rak rana je družbe gambling in pač nočem biti promotor tega. Zdaj si že malo mogoče odgovoril na moje naslednje vprašanje, kako bi rad vplival na svoje sledilce? Torej, kaj bi jim rad predal, kakšno informacijo, kakšen vpliv bi rad imel? Da tudi, ki mislijo, da jih noben ne vidi, če dela nekaj narobe, da se zavejo, da je gor nekdo nad nami, ki vse to spremlja in bodo enkrat odgovarjali in da če že ne verjame v tistega gor, naj verjame, da mogoče pa jaz zvedel kdaj, da si nekaj narobe naredil, hudo narobe nekomu, pa te bom javno izpostavil. Ampak prvo je, da gledamo od sebe, da smo sami pri sebi dobri. Ker če hočemo spremeniti ljudi, svet, ne moramo spremeniti svet skozi druge ljudi in njim govoriti, kaj je prav in kaj ne, ampak ga lahko začnemo spreminjati sam čez sebe. Ne? In pač sam pri sebi, ko začneš, da lepo mirno zaspiš in da imaš čisto vest, to je nekaj najboljšega. In da se ljudje zmer postavijo za sebe. Ne? Jaz sem mnenja, pač, kot je že Ivan Cankar v svojih delih zapisal, da smo pač Slovenci hlapčevski narod in znamo se zbrati skup in galamiti, kaj je problem in hoditi na proteste in vse, ampak da bi pa dejansko kot masa nekaj spremenili, pa tudi če se mogla preliti kje kri, nismo ta sorta ljudi. Ne? In da sem mnenja, da ne smemo biti v življenju sebični, da zmeri neko žrtvovanje in sebe, svojo družino in najbližje treba postaviti na prvo mesto in se boriti za nekaj, kar misliš, da je prav. In če si prepričan, da imaš prav, greš do konca, ne glede na to, kakve so posledice. Zmer je treba prevagati v življenju, a se kaj splača ali ne, ampak sem mnenja, da pač itak nič ni večno in da če se ne bom boril za svoj prav in ti za svoje najbližje, pač kdo sem pol jaz kot človek, ne? Kakšen sem jaz faktor v tej družbi. Imaš pa tudi rezervni Instagram profil, verjetno v primeru, če se tvoj pravi profil ugasne, ne?
Ja, tisti ne pridi prav Feniks sem naredil enkrat vmes, ker ko sem začel z določenimi objavami in ljudem niso bile prav, so začeli prijavljati na moj profil in so mi ga zbrisali tega ne pridi prav že 100-krat. In pa sem mogel skozi na rezervanga in se boriti, da sem ga dobil nazaj in ko sem ga dobil spet nazaj in tega nisem aktiviral že nekaj cajta, ta je zaklenen, stoji tam, sploh nisem se logiral noč že nekaj. Ima pa full followerja tudi ta nekaj. Ja, full ima, ampak nisem ga, mogoče bi ga en dan lahko odklenil, pa sam rekel, ampak odkar je ta modra kljukica, sem ugotovil, da če plačuješ Meti, se pravi za modro kljukico, da imaš pač ta 24/7 support in tudi drugače te gledal, ker potem ti nisi več ti sam uporabnik njihov, ampak si dejansko njihova stranka, ker jim nosiš denar in ful teži te benajo, ful teži ti izbrišajo profil. Mislim, odkar imam modro kljukico, pa sem dobil ful prijav čez moje vsebine, v najslabšem primeru zbrišajo določeno objavo, ali zaradi kršenja avtorskih pravic, ali zaradi tega, ker je harassment, ali sem nekoga kao žalil s tem in tako naprej. Mi zbrišajo, ampak da bi pomel neke sankcije zaradi tega, da mi disablajo profil, pa nisem imel, tako da zaenkrat ni potreben ta rezerven profil. Ampak ja, itak, tudi če bi se to zgodilo, in če mi enega in drugega zbrišajo, pač jaz vem, da lahko zmeri z nule naredim profil in mi vsem za tisto številko, jaz vem, da tisti, ki bodo hoteli slišati moje mnenje, pa me spremljati, me bodo že najdel, kjerkoli sem. Ja, bojijo se lahko dejansko tisti, ki služijo na ta način, ne pa svojimi sledilci, ne? Tebi pa je tako ali tako vseeno. Tako, točno to. Tisti se lahko bojijo in ja, tiste razumem, da jih skrbi. Koliko sploh stane modra kljukica? Včasih so to dobili res samo approved profili, danes lahko ne plačaš, vem, mislim, da je nekih 10, 20, torej to ima praktično lahko pravzaprav vsak, ne, skoraj danes. Ne, čisto vsak ima. Ti tam daš samo da plačaš, da imaš modro kljukico in to je to. Imaš neke prednosti še, ki so itak nepomembne, ampak dober je samo zaradi tega, ker imaš 24/7 kontakt z nekom, če prije dokazati kakšnega problema. Koliko te sicer obremenjuje, kaj si drugi misli o tebi? Mislim, da rečem, da se ne obremenjujem, bi lagal. Definitivno me zanima že samo mogoče zaradi neke samorefleksije, da probam pogledati čez oči drugih. Ne. Mogoče dostikrat se mi zgodi, da kaj naredim, kdaj se znajdem v situaciji, pa mi nekdo nekaj pošlje na PVT, pa mi je čisto vsem, kdo je, ali skrit profil ali ne. Če ima nekdo point, se jaz probam postaviti v njegov položaj in pogledati čez njegove oči, zakaj on to tako vidi. In če vidim, da ima smisel, pol to začne mogoče tudi spreminjati ali pa upoštevati. In se mi zdi ful prav, da smo zmer v življenju, se pravi, samokritični do sebe, ker edino na ta način si ustvarjamo ta prostor za rast. In v momentu, ko mislimo, da smo najpametnejši, pa da vse znamo, pa da imamo mi edino prav, se ta naš prostor za rast ustavi in ti ne moreš napredovati v življenju nikakor. Kako pa izbiraš, katero zgodbo boš izpostavil oziroma se bolj poglobil v to? Ok, to je tako, ne. Jaz zdaj vsak dan dobim tako najmanj Če nobene teme ne obravnavam, dobim zihar vsak dan vsaj 40-50 sporočil. Lahko je kar neki, lahko je pa nekdo, ima nekdo nek problem. In to so različni ljudje, ki ne razumejo mogoče, kako moj profil deluje. Pač nekdo se mi javil zato, ker, ne vem, primer, nategnil ga je nekdo zato, ker je prodajal na oglasu nek AirPods slušalke, naprimer, in on je mislil, da so originali in pač teh skemov je že toliko in toliko so pogosti, da pač ne moram se zdaj ukvarjati s enimi skemeri, ki so poskemali enega za 50 evrov in zdaj pričakujejo ljudje, da bom jaz zdaj to reševal, pa ne vem. Jaz se vtaknem v problem, če dejansko vidim, da lahko s svojim dosegom najdem nekoga, primer, da mi nekdo pošle posnetek videokamere in da se dejansko vidi nekaj. Če nekdo v maski, da ne moreš prepoznati storilca, vem že sam pa po sebi, da policija ga ne bo najdla, kaj šele mine. Če pa vidim, da se išče neki ali pa nek predmet ali neki, ki verjamem, da se lahko hitro najde, pa se bom vtaknil, dal gor na story. Če je kak večji problem, gledam prvo, kaj je vzrok za to,
kako je do tega prišlo in kaj lahko mi s tem rešimo. Res lahko pripomoremo k temu ful, da jaz zdaj odprem celo razpravo. Ne. So pa trenutki, ko si pač shranjujem problem od nekoga na stran, ker ne moram istočasno 10 stvari reševati. Če je neka stvar, ki se mi zdi ful pomembna, da jo izpostavljam, delam na njej, ne moram pa vmes še, da je to je toliko pol enih zasičenih informacij, da folk dejansko volma, ne da se jim gledati sam. Če pa padaš not, pustim eno stvar, da spelam do konca, pa se lotam druge. Ampak tega je ful. Pač jaz marsikomu napišem, žal ti kle ne moram pomagati, ker nisem jaz tam super junak, ki lahko vse reši, ampak ja. Kaj imaš svojega odvetnika? Ne, nimam prav odvetnika, poznam pa par dobrih odvetnikov, ki se tudi name obračajo, ki imajo kak problem in pa si obojestransko pomagamo. Imam par takih, ki jih lahko zavrtim, pokličem in mi dajo brezplačen nasvet, zato ker želijo mi pomagati. Ampak ja, nisem pa nikoli imel prav nekega svojega odvetnika, da bi rekel, evo, tam je pa zastopa, če gre karkoli narobe. Ne. Mislim, ni tega znanega stavka. Ne. Zdaj bom poklical mojega odvetnika. Ne, jaz pa ne grozim nikoli z odvetnikom. Tega pa Ti se znaš verjetno že sam dobro braniti. Imel sem situacije na sodišču, ki sem dejansko jih rešil brez odvetnika, ki sem se sam zagovarjal, celo imel sem ene obravnave iz zapora noter in sem se toliko poglobil v zadevo, da sem sam ugotovil, kje je napaka in pol, ko sem prišel na sodišče, ko sem izpostavil, da je policija naredila eno veliko napako, da komandir, ki je podpisal to, je naredil napako in da smo prišli danes do tukaj, je vse zaradi enih napak, zaradi ene serijske številke, ki je čist drugačna in ki so ugotovili, da bo zdaj še večji problem, ker treba meni to stvar vrniti, ker v bistvu dejansko ni od tega, ker trdi, da je to njegovo in da bo treba to meni vrniti, da se bo še večja škoda zdaj unmu, da se nav ta sprijazno in tako naprej. Je sodnica rekla, ok, v redu, kakor ste omenili, vi hočete čim prej ven in rabite zaključiti ta primer, tako da vam dam možnost pogojno na 2 leti in sem dejansko podpisal za nekaj, kar nisem kriv, pogojno, sam zato, da to čim prej zaprem in če bi pa imel odvetnika, mogoče še on ne bi tizga opazil, jaz se ne bi poglabljal, zanašal bi se na njega, bi dobil mogoče še večjo kazen, pa sploh nisem bil kriv. Odkje mogoče ta želja, da se s tem ukvarjaš? Ker rekel si že, da v zaporu, ko so prišli dejansko novi ljudje noci, že njih mogoče malo preveril, zakaj so prišli, pogledal njihove sodbe in tako naprej, potem tudi sam se ukvarjaš s sodbami, v katere si ti upleten. Moraš imeti neko žilico za to varianto oziroma neko... Ni žilica, enostavno moraš tokrat biti v življenju v situacijah, ko se ti mogoče krivica zgodi in ne moreš nič narediti in veš, da je problem v sistemu in veš, da sodnik, tožilc, policaj ne bo odgovarjal, če on naredi napako in tebi krivico. Ti boš pač šel za to sedeti. Se pravi, dejansko se moraš vsakič boriti za sebe. In vem, da ogromno ljudi odsedi neko kazen noter, ki bi na višjem sodišču ali pa vrhovnem, više še ne, vrhovno ali pa pol evropsko bi to padalo. Ampak je problem, ker ljudje nimajo denarja, da financirajo vse to in da se borijo do konca. In se raj nagodijo za neki, ki vejo, da niso čist krivi in da ni čistko, samo zato, da se tega problema čim prej reši in da je kazen čim manjša. Tožilcu je pa itak cilj, da te obsodi, ne glede na to, koliko, sam da ima on, dobil sem primer, zmagal sem, nisem zgubil. Ne. A veš, ka pa se pol izkaže na vrhovnem ali pa evropskem, da so oni vsi naredili napako, da so te obsodili po krivem in da dejansko ti pol moraš odškodnino vrniti. Ta odškodnina gre iz davkoplačevalskega denarja, ne gre iz njihovega. In dokler sodnik pa tožilec ne bo odgovarjal za svoje napake, denarno ali pa to, bodo ljudje tudi po krivem obsojeni, pa je tega dosti, pa se ljudje sploh ne zavedajo, mislim, ni naš sistem narejen čisto, da je vse po PS-u, ful je enih napak in kad doživiš to in kad vidiš, koliko je teh enih primerov, pa se začneš poglabljati v stvari in se boriš zase. Tudi kad veš, da si nekaj narobe naredil, pa veš, da te hoče obsoditi na podlagi rekla, kazala, ker papir marsikaj prenese, to vemo, in pri nas je že tako, da za tožilstvo pa sodišče že dovolj, da imajo oni sum, da si ti nekaj naredil, nimajo pa dokazov, da si to naredil. Ampak zdaj oni od tebe pričakujejo, da ti njim dokažeš, da njihov sum ni upravičen. A me razumeš? Razumem. In to je pač ful je enih stvari, ki so skregane z logiko in pol me take stvari so me zmer zmotile in sem se pač upičil v to. Če ostanemo še samo za trenutek pri Instagramu, spremljate tudi ogromno mladih ljudi verjetno.
Kaj bi ti svetoval mladim? En nasvet, nema veze glede česa, lahko sam izbereš, mladim, današnji mladini. Pa, da če v neki res verjamete, ne preveč na glas razlagati pa vsakmu, ker okoli nas je toliko enih ljudi, ki nima sami motivacije za nič, ki so čisto brez lajfa, brez upanja za karkoli. In če te vidi, da imaš ti neko idejo in si euforičen ob tem, ti pol išče vse, da ti uniči to voljo do tega in ti reče, ne, to se ne da, ma ne moreš ti to, ma ne, to se ne da. Ne preveč deliti svojih ciljev, pa žel, pa planov z drugimi, ki ti hitro lahko to ubijajo. In tudi drug problem je isto, ko na glas razlagaš nekomu, kakšen plan imaš, pa kakšen cilj, ti podzavestno svoje možgane prepričaš, da si na nek način to že dosegel in storil in dobiš to dozo dopamina, sreče, zadovoljstva, da je to opravljeno na nek način in pol, ker nimaš volje nekaj delati, misliš, se to je že narejeno, v bistvu pa ni narejeno. In karkoli delate v življenju, delite do konca. Se pravi, ne delati stvari na pol. Moja največja napaka, ki sem jo delal, je to, da sem se 10 stvari hkrati lotil, pa vse sem naredil na 90%. Nobene nisem zaključil. Ne požanjaš tisto, kar si sejal, zalival in tako naprej. Ker se nečesa lotiš, spel do konca, samo zaradi tega, ker si začel. Da imaš nek zaključek, ali je dober ali slab, kakorkoli. Zato tudi včasih jaz mogoče nekdo misli, da jaz pretiravam v enih stvareh, ki nekomu hočem zagreniti life, zato ker smatram, da je nekaj narobe naredil in dela narobe. Sem si rekel, če že gazim nekoga, ga gazim do konca, ali pa ga pustim čist primer. In to je to. Pač kakorkoli se zdi, da sem žleht in tako naprej, ampak karkoli delate v življenju, delite se pravi sistematično do konca, speljte stvar do konca, ne na pol, pa ne preveč vsakmu razlagati, kaj si želite, kakšne plane imate in tako naprej, ker vam bo prej ali slej nekdo ali pokvaril to, ali vam pa ubil to motivacijo do tega, kar delate. Kakšno muziko sicer poslušaš tako, ko imaš dovolj časa? Poslušam Best FM radio, kar se vrti gor. Drugače pa nimam nekih. Ne vem, če na tvoji playlisti mogoče tudi Čale Sale, ampak tega se bomo dotaknili. Človek je namreč nedolžen, dokler se mu ne dokaže nasprotno, logično. Seveda. A dopuščaš možnost, da je zgodba Čaleta drugačna, kot jo ti vidiš in da se mu dogaja mogoče krivica? Pa krivica se zihar v njegovih očeh dogaja. Pač on stvari vidi drugače. Pač njemu vse, kar on počne, se mu zdi normalno in vsi smo mi zdaj slabi ljudje, ki smo ga ekspozali. Tako on vidi stvari. No. Ampak če bi se mu res krivica dogajala, bi se mu dogajala sam na ta način, da to, kar sem jaz objavljal, da je to lažno, da je to sfejkan, da je s Photoshopom in tako naprej. Jaz pač imam toliko ženih izkušenj in znanja, da vem, kaj je sfejkan in kaj ni. In preveril sem se prav vse vire informacij, ki sem jih dobil in kako so ljudje prišli do tega in tako naprej. In sem pač trdno prepričan, da to vse, kar sem objavljal, je resnično. To je prva stvar. Druga stvar, postavil sem se v njegovo kožo in sem si rekel, ok, on v komadi govori, ko bi za družino in otroke vse naredil. Jaz tudi. In pa si rečem, če bi jaz bil na njegovem mestu in če bi res imel čisto vest, in da mi nekdo pokrivam dela tako škodo, kot sem jaz njemu naredil, zdaj on to vidi kot škodo, ne, normalno, škoda je, ne, ampak zdaj jaz sem mu po pravičnem sistemu delal, ne, to je pač na njemu, kako on to vidi, ampak če bi me nekdo delal krivico in pokrivam, trdil to, kar sem jaz trdil za njega, da počne in da bi nekdo objavljal fake stvari za to, da me naredi škodo, da jaz vem, da je to fake, da imam čisto vest, jaz bi isti večer bil v priporu in vprašanje, kako bi ta človek končal. Pač jaz bi mu direkt na vrata šel na dom, razbol vrata, njega zvlekel ven, naredil bi problem, bil bi maksimalno primitiven in nasilen za to, da pač zaščitam svojo čast in ime in to je to. In mogoče on se lahko zgovarja, da ni tak, da to, ampak če imaš ti res čisto vest, ti ne dovoliš, da gre nekdo tako daleč, kot jaz, ne. Že to je, in da si ti konstantno odvetniki, to tožba, zdaj to ne, to se tako ne rešuje. Mislim, v enih delih mafijaš, ulica, to tret, v drugih delih hočeš biti kao dober človek, pa to vse vam oprostim,
po tretji strani pa tožba ena za drugo, pa tož tega, pa unga, pa prijav tega, pa unga, pa tako, že neki denar je zaslužil s temi stvarmi, no. Tako da, vem, kaj dela, no. V kateri fazi pa je v bistvu zdaj ta zgodba s Čaletom Saletom? To je zdaj v tej fazi, da imamo, se pravi, mrtvega osla na tleh, ki ga jaz pač ne želim brcati več, edino, če on še trzne kdaj, pa me udar. Imel je on momente, za katere on ve, kaj je hotel meni škoditi, z nekimi stvarmi, ki so čiste laži, in pol sem jaz rekel na tej točki, preden sem to ta zadnjo rundo udaril, sem si rekel, ok, če on gradi, oziroma hoče uničiti mojo kredibilnost, pa dobro ime z lažmi, bom pa jaz z resničnimi stvarmi. In potem sem jaz ponudil denarno nagrado, ker sem vedel, da večina punce noče izpostavljati pa deliti slabih izkušenj z njim, ampak mogoče je kakšna, ki bi pa za denar najdla stare stvari pa dokaze, ki ima proti njemu. In najdel se je dosti takih, razstalil sem slaba 2 Jurija. 2 Jurija. Ja, Jurija 80. Koliko bo 200 po objavi, nek tak? 200 po dokazih od posamezne. V glavnem 9 sem razstalil, dobu, enega je celo prijavila, ker je to bilo nedolgo nazaj, to se zdaj vodi, mislim, da Prešernova obravnava ta primer, ki je pisal, ki je bila mladoletna. Ampak to je bilo vse dejansko po tem prvem disu. In on si je dovolil, da je še naprej počel ene stvari. Očitno pač ima probleme, neki je bolnik, ne zna kontrolirati svojega nagona. Ne vem, kaj mu je, ampak ni ga to izučil in je še naprej delal te stvari. Ok, vse je cool. Pa je padla ta tožba, sem se spravil na njega. In po zdaj na zadnje, ko sem slišal z enih 10 različnih strani, tudi iz radia Best FM, da je izvan etra govoril ene stvari o meni, ki jih ne želim kle govoriti, ker so čiste nebuloze. In ko sem videl to, sem rekel, ok, najprej me ni sploh motil, pa po drugi strani sem rekel, zakaj bi jaz dovolil, da on takole plasira to laž okoli in govori vse to, ker vem, da ljudje, kakor ima neko spoštovanje do mene, pa to noče mogoče mi govoriti, pa še dela če večjega problema iz tega, zakaj bi jaz pustil, da ljudje mislijo, mogoče pa je to res. Ok, sem rekel, ne, pustimo, naj on to govori, on bo imel svoje možnosti na sodišču, jaz bom pa prišel z vsemi temi dokazi, to dam lepo javno, naj javnost odloči o tem, a je to res ali ne, pa ko bo sodnica vprašala, kaj pa imate to, pa naj pokliče sodnega izvedenca, pa naj sodni izvedenc vse pregleda, pa bo pa vsem jasen. Čakaj, on je tudi tebe tožil dejansko? Ne, mene ne toži on. To je tisto, kar mene najbolj preseneča. Ti tožiš Zlatkota, ki v bistvu v komadu tebi učita, kaj delaš, in to umetniško uprizarjanje, in to pač to je nekaj, kar ne moreš ti tožiti nekoga, s to, kaj je nekdo komad naredil proti tebi in se umetniško izraža. Pač tvoj problem, če se ti najdu v temu, ampak on zdaj toži Zlatkota, ker kao zaradi tega, ker je ta komad naredil proti njemu in prvi dis in drugi in tako naprej, je on zgubil sponzorje, Pringles, ki je promoviral, pa ni, da ni, ogromen sponzorjev ga je zlosal in zdaj on toži njega za to škodo, ki je on zgubil zaradi teh sponzorjev in to je nekih dobrih 40 jurjev. In ko je ta tožba prišla, se je rekel, ok, šok ne odneha, mislim, že zdavni smo ga pustili primer, zdaj pa še kar. In pa smo rekli, ajde, da naredimo še 3. komad in tukaj smo šli na max. In glede na to vse, kar se je še z mano dogajalo, sem rekel, no, zdaj ti bom pa jaz dal še dodaten povod, da vidiš, kako se tem stvarem streže in sem pač zbral še te ostale stvari, plasiral to ven. Po so se pa javili ljudje mi dejansko, so rekli, fuck, ok, zdaj pa, ker sem vse to pregledal, ti pa dejansko verjamem, prej pa kar nisem verjel, da je možno, da je lahko nekdo tak. Rekel, ne vem. Vsi imamo kosnjake v omari, sam njegova je bila že res prenatrpana in to je prišlo ven. To je bilo vprašanje časa, kdaj bo tako da. Pa misliš, da se je odločil pravilno s tem, da ni javno komentiral vseh teh pač obtožb? Pa mislim, da ne, če imaš že toliko čisto vest, pa to mislim, da lahko vsakmu pogledaš v obraz pa rečeš, da to ni res, pa argumentiraš to, ampak najhuje, kje boš ti imaš doma ženo, pa prvo moraš njo zmanipulirati, pa njej prodati zgodbe. Čeprav jaz sem že na eni točki prepričan, da njegova ve, kaj se dogaja, ampak je ona v eni pad poziciji, ker lahko sam mehen premik v levo ali pa desno naredi, kaj več pa ne more. Njem je žal, ker verjamem, da ni slaba oseba. In pač s tem se mora ukvarjati, zdaj pa da on še razlaga vsem ostalim, pa išče izgovore za to. Folk ima pa oči, pa glavo, pa zna uporabljati zdrav razum, ne, in ne vem,
po eni strani ga razumem. Zdaj zanč me lih en novinar poslal, ki je njegov PR poslal mail vsem novinarjem, da spet kao ima rekordna predvajanja, komadi, da ne vem, kjer rekorde je spet podaril, ker on je pač rekorder v številu rekordov, samoklicnih, ki ima, pač on je samoklicni rekorder vsega. In je poslal vsem mail in prav mi ta novinar, neverjetno mi je, kako je človek zmožen nam poslati ta mail, kao kot PR, kaj je z novim albumom dosegel in da mi pišemo o njemu, če predtem 1 leto ignoriral vsa naša vprašanja na te obtožbe, ki se pojavlja, delo se, da ga nismo nič vprašali. Zdaj on pričakuje, da bomo mi članke pisali, Čale podaril rekorde. In pač že novinarjem je smešen, nočejo sploh kaj preveč. Edino tisti, ki nima o čem pisati, pa izkoristijo to, pa dodaš to not. Še ena glasbena zgodba spora med Niko Zorjan in duom Mareja so obravnavali vsi slovenski mediji, vsi so o tem govorili, tudi nacionalni RTV. Tudi sam si se v to vpletel in Niko javno podprl. Ko danes se malce z distance tega lotiš in pogledaš, kdo je od tega spora v bistvu največ odnesel, pa kako komentiraš? Pa mislim, da Nika, ki se je osvobodila teh kremplov, tega suženskega sistema, ki ga imata še zmer ta Marjetka pa Rej. Ona je največ odnesla, najslabše se pa odnesla verjetno Marjetka pa Rej. Mislim, da je to dosti vplivalo na njihovo kredibilnost za naprej, pa tudi na iskanju potencialnih novih žrtev, na katerih se bo ta napajala, ta dva vampirja, drugo ne moram reči kot to. In jaz mislim, da vsi mi, ki poznamo to sceno, ki vemo, kaj je Sazas, kako deluje Sazas, kam gre denar, komu gre denar, kako gre da denar, zakaj sploh prije do tega, da nekdo zasluži denar prek Sazasa. Vemo, da je ogromno enih drugih še igrc in kombinacij in kuvert pod mizo in pač tisti, ki poznamo ta sistem, vemo, da ima Rej skoraj maltene monopol tukaj in da pač njegovi komadi se najbolj vrtijo in tako naprej po vseh radih. In človek od tega živi, se jaz po eni strani ga razumem, ne rečem, sta ona dva tudi veliko teh zavez naredila, ne, ker pač imata to možnost, imata ta rič in pol drugega boostajo, ampak istočasno so te ljudje v enem res podrejenem položaju in dobijo nek manjši kos kruha, te pogače, ki pač pride od tega in ogromen keša sta naredila, vsaka jim čas za njihove sposobnosti, ampak jaz vem, da ljudje, ko so mladi, ko imajo mogoče talent za petje in tako naprej, si želijo ratati slavni in tako naprej in pol jim nekdo ponudi roko, evo jaz bom naredil zvezdo od tebe, ampak so taki pogoji. Takrat so te ljudje pripravljeni podpisati kjerokoli pogodbo samo zato, da doživijo ta občutek slave. Dokler ne prijo do neke izgorelosti in ugotovijo, da oni delajo praktično za nič. Imajo oni popularnost, imajo slavo, ampak dejansko konec meseca mogoče še položnic ne more plačati. In te težave je imela Nika Zorjan. Tisti, ki poznamo zgodbo še bolj v detajle, vemo, kje je bil problem in ona je imela s tem težave in je, hvala Bogu, se ratali izboriti, osvoboditi. Ona dva sta ta pederski način naredila, se pričujem izrazu, dragi poslušalci, ampak ja, sta speljala to, da sta brisala te njene komade in to se mi je zdelo tako podlo. Pa nekaj odprej sploh nisem poznal osebno niti nič, tudi osebno se nisva še spoznala, sem slišala sva se, ampak nisem izdel fair, videl sem, da se je ogromen folka v to vključil, dajo nek support, ampak jaz sem vedel, da s tem supportom po moje ne bomo vsega rešili, da bo treba udariti njih tam, ki jih najbolj boline. In pa sem se jaz še lotil tega. In ko je zazvonil telefon, ko me je Marjetka klicala, sem točno vedel, s čem sem jih spravil situacijo, da sta me mogla poklicati, ne. In takrat sem rekel, ta pogovor bom posnel, ker se zavedamo naprej, s kakimi manipulatorji imamo pravka. In pač to je za mene bilo nekaj rutinskega, z njimi se pogovarjati, za njih je to bilo dosti zahtevno, ker se navajena na veliko lažji način prideti ti do živega, ne. Ampak njih po moje najbolj boli to, da me nista mogla, ker jaz nisem v glasbenih vodah, jaz ne pojem, ne morata mi kruha vzeti, ne morata me skiniti z radio in tako naprej, ne živimo tega in tukaj sta bila po moje čist nemočna.
In tako da ja, že to, da sta naredila ta komad, kdo si ti, to je bilo vsem brihnim jasen, da ciljajo na mene, ampak kao hoče vzeti vse tiste, ki grdo komentira in tako naprej. Mislim, spet, kdo si pa ti, da določaš, kak komentar je dovoljen za tebe in kak ne. Se pravi, vsak, kad kaj lepega napiše za vas in vam ne da kritike, je dobrodošel, ampak kdo si pa ti zdaj, da nas kritiziraš, ne? A zakaj se me vprašate, kdo si pa ti, da nas zdaj hvalaš? A si mi res zaslužimo pohvalo? Ne? Kdo si ti, da si mi zaslužimo pohvalo tebe? Skaj tako vprašanje ne zastavljaš? Ne moreš ti na ta način kontrolirati te svoje slave, da cenzuriraš vse slabo, kar prije na tvoj račun, pa samo sprejmeš tisto, kar je dober. Prej ali slej se najde nekdo tako, kar jaz in neto. Dela stvari po svoje polne. Imamo sporočilo strani Nike Zorjan zate. A res? Ne, zabavate. Ne, res? Ne, a res? Ja? To bi pa rad slišal. Hej, Pici, Nika Zorjan tu. Najprej bi se ti rada zahvalila, da si prišel na moj koncert. Ful ti hvala. Zdaj pa imam en izziv za tebe. Ne vem, kako ti znaš gučati, če sploh kaj znaš gučati po prekmursko, ne? Ampak jaz ti bom povedala za en stavek, ti ga pa moraš prevesti v slovenščino. Pa me zanima, če ti bo šlo. In sicer, pozorno poslušaj. Žmetno je v kmici posvet gor vožgate, pa sumiča bojte. Se pravi, žmetno je v kmice posvet gor vožgate, pa sumiča bojte. Zdaj pa prevedi. Good luck. Fiks to nekaj samo za nazaj prebrala, da ne mora biti tako. Kaj je to? Neki kmetici sem razumel, ali neki, kaj to leti, da nekoga nekje užgeš, ali kaj, ampak neki, da... Pojma nijem, ne moram to reči. Mi ne vemo. A vam ni povedala? Nam pa je povedala, mi tudi bi smo debelo gledali. Ok, se pravi, žmetno je v kmici pomeni težko je v temi, posvet gor vžgati, luč prižgati in pa sumiča bojte, pa komarja ubiti. Se pravi, težko je v temi luč prižgati in komarja ubiti. Noro, ne bi si nikoli mislil, da... Tudi mi ne. Ne, noro. Evo, en lep pozdrav za Niko nazaj. Hvala, da me je povabila na koncert, poslala mi karte, sem lih s puncov sva šla na ta koncert. Res se vidi, koliko ima publika rada in koliko ima res ene zveste poslušalce, to je bil dokaz, tam polno je bilo in lepo je bilo slišati na odru. Vesel sem bil za njo, nisem se uspel zadržati do konca, da bi še kako spregovoril z njo, ampak ja, prvoščem ji vse najboljš in da bo svobodna in da dela to, kar je veseli in da lepo živi od tega in to je to. Če se dotaknemo še primera Odrgnjena roka, to je bila tudi ena zgodba, o kateri bi lahko celo knjige pisali po moje, ampak okej. Ti si prvi, ki si objavil ta posnetek, si bil med prvimi, potem so vsi delili, torej vsi mediji, umešali so se tudi vrh policije in celo minister. Zdaj, ko si ti ta posnetek dobil, a si brez oklevanja objavil posnetek, ali si se prej pozanimal, si dvignil kakšen telefon, poklical, se pozanimal? Ne, slika govori več kot 1000 besed. Jaz, ki sem videl, se pravi, ki so ga držali tega fanta na tleh, ki so ga davali, to so stvari, ki sem jih tudi mogoče jaz v preteklosti doživel, da se na meni uporablja sila. Vse je to razumljivo. Vse to jaz razumem. Na nek način je včasih tudi prav, da se uporabi sila, da nekoga malo izučiš. Ne moram kritizirati jaz delo policije, jaz lahko sam kritiziram delo pokvarjenih policajev, ker ne moramo vse metati v isti koš. Ampak ko sem jaz prišel do trenutka, ko si je ta policaj drgnil roko ob steno in pogledal in ko sem jaz videl roko krvavo, ko sem jaz videl, da je nekdo se sposoben samo poškodovati in pol še ta drug, ko si je gledal členke in tako naprej, sem rekel, fuck, to je pa nekaj, kar ne moram verjeti. Verjamem, da se dogaja, vedel sem takoj, koliko je ura, da se je hotel koristiti na ta način, prvo dobi bolniško, drugo se ve, kdo je storilec, zaradi koga se je on poškodoval, zavarovalnica krije njegove poškodbe, ajde, do te točke, ker vem, koliko denarja kasira zavarovalnica vsak let, pa ful malo se izplačuje ljudem, redino, če so neke res velike naravne katastrofe, pa še takrat je problem. V glavnem ogromne dobičke dela, kaj še nekako podpiram, da se kdaj tudi zavarovalnici vzame nazaj, da se ne lažemo.
Ampak, kaj jaz vem, kaj to prinese za sabo. To prinese za sabo to, da tudi ta človek, ki je obravnavan v tistem momentu, zaradi teh poškodb, mogoče tudi sodnik bo drugače gledal, upiral se je ful, kaj je mogel vse narediti, da se je ta policaj bogi žrtvoval za to, da ga je vklenil, ne. Ta druga najbolj pomembna stvar je pa to, da zavarovalnica, ko ve, kdo je krivec za te poškodbe, ona civilno pol toži tega, ki dejansko ni kriv za to. In oni bi izplačali škodo temu policistu, na koncu bi pa plačal nekdo, ki sploh ni kriv za to. In takrat sem dobil prav napad besa, ker vem, kolikrat sem jaz bil v postopkih, ko se mi je krivica dogajala, sem rekel, zdaj je pa caj, da vam jaz pokažem, kako se tem stvarem streže. Pripravil sem stvari, se objavil, za Reels, za to, za untret in sam udaril ven in sem točen vedel, kaj bom dosegel. Nisem pa pričakoval, da bo šlo toliko daleč, da jih bodo dejansko odpustili. Nisem verjel, da bo moj vpliv lahko pripeljal do tega, da bodo dejansko izgubili šiht. In kar je prav, da so ga, da smo si na jasnem. Vsi trije so izgubili šiht, ampak kontaktirala me je pa punca, ki je dejansko to posnela. In to je tisto, kar jaz pravim. Zdaj sem že na točki, tudi ona je sama rekla, jaz, ko sem to videla, kaj oni delajo, jaz sem razmišljala, da grem, da prijavim na policijsko postajo, to dam. Kaj bi se zgodilo? Ti bi prijavila. Na PP Bežigrad bi oni, v redu, to bi šel nekam v en predal, nič se s tem ne bi zgodilo. Vprašanje je, če bi kdo fasil disciplinsko tam, kaj šele zgubiš šiht. In ta punca je rekla enemu frendu za to in on je rekel, to moraš Piciju poslati, on je edini, ki bo to upal dati ven. In hvala Bogu, da se je obrnila na mene in ko sem jaz to dal ven, je politak to šlo. Torej, takoj, ko si dobil posnetek, si samo uploadal? Ja, takoj, ne, jaz ne razmišljam. Jaz doskrat se znajdem v situaciji, ko sploh ne razmišljam, kakve bodo posledice, takoj dam ven, če nekaj čutam, pa mislim, da je treba javno izpostaviti. Je pa res, da sem tudi imel momente, ko sem se prenaglil, ko sem hotel nekaj rešiti, pa sem ugotovil, da je stvar pol čist drugačna in pa sem nekomu celo krivico naredil ali pa škodo in zato mi je zmer bilo žal in zato sem zadnje čase ful bolj previden, preden kaj objavim, da ne objavim naglo, da razmislim, a je vse tako, kot sem dobil, a vse štima, ker dosti ljudi zdaj že hoče zmanipulirati z enimi informacijami, da naredi nekomu škodo prek mene, zato da se on mogoče še ukoristi. Tudi te momente sem imel in vse živo je možno. No. Zato pa tudi, kakor mi raste sledilci, kakor me več ljudi spremlja, je tudi na meni odgovornost, da sem kredibilen in da plasiram tiste stvari, ki so res take, kakor jih pač objavim. To je to. Omenil si nasilje, pa bi se na to nekaj navezal. V bistvu narašča nasilje med mladostniki, med najstniki sploh. Ne? In me zanima, zakaj misliš, da do tega pride? Zakaj se recimo, ne vem, neka gruča najstnikov spravlja na nekoga drugega? Koliko starši pri tem vplivajo? Kako pomagati tem otrokom? Tako bom rekel. Nasilje je zmer bilo prisotno. Jaz tudi sam pri sebi vem, moja generacija, recimo tam, ko smo hodili v srednjo šolo 2006, 2007, 2008. Že takrat je bilo da se je nekdo v centru na nekoga spravil, ga reketiral, mu vzel telefon, denar in tako naprej. Ampak takrat ni bilo socialnih omrežij, bil je Facebook se je pojavil, ampak ni bilo tega, da je nekdo lahko imel na socialnih omrežjih ful velik doseg in da je lahko nekaj povedal na glas. Take stvari so se zmer dogajale. Sam medijsko in javno niso šle toliko ven. Odkar imamo ta socialna omrežja, odkar vse živo pride na internet, tudi mediji ne morejo enih stvari spregledati in da ne govorijo o njih in dejansko se zaradi tega tudi več teh tem v črni kroniki in tako naprej in se govori ogromno o tem, ampak zmer je bilo nasilje prisotno in med vrstniki in tako naprej. Sam ni se toliko na glas govoril. Tako da mislim, da ni kle neki ful drastičnega porasta v temu, se pa strinjam, da je problem mogoče zato, ker včasih recimo, jaz če sem kaj v šoli narobe naredil in jaz sem se bal fotru doma povedati, ker bi bil tepen za to, in fotr, ki je prišel na sestank, jaz sem doma čakal cel presranka, sem vedel, kaj mu bo vse učiteljica povedala. Danes te starši, odvetniki uletava na sestanke, znači ni šans, da moj Marko, Janko, Elvis, bilo kdo, da je tak. Ne. Vi ste tukaj naredili napako, vi to in tretji.
Ta vzgoja staršev, ki skozi otroku krijo hrbet in jim dajo potuho, je šla že ful predaleč. In dejansko učitelji se bojijo že karkoli reči, vplivati in pol normalno, da otroci dobijo krila, ker itak so oporniški, jaz vem pri sebi. Jaz, ki sem bil v najstniških letih, jaz sem mislil, da sem najpametnejši, da vse, kaj bo meni fotor, pa da mi bodo rekli, a pa kdo od starejši, da mi dej, vem jaz boljš kot vsi. In če nisem dobil eno okoli kepe, ali pa da me ni znal kdo prizemljiti, jaz dobil krila, tako kot danes. In ful je teh mladih, ki dejansko imajo potuho strani staršev in tako naprej in zavedajo se svojih pravic in vsega, noben ne gleda, kakšne imajo dolžnosti in neka moralna načela, da imajo do starejših in tako naprej. In tukaj se pol pojavlja to, da se hoče te mladostniki pol dokazovati ali med sabo, ali nad starejšimi, ali kjerkoli in je ful manj spoštovanja, kot včasih. Ne. Jaz to opazam na vseh področjih. Že na fitnessu včasih, ko si prišel na fitness, ko je prišel nekdo, pa je delal na neki napravi, nisi kar vmes v letu, pa delal pa to, ampak si vprašal in tako naprej. Danes smo že primere, da pride en klinjo, ki je en mesec na fitnessi, pride ti vmes, brisača, nič, on bo vmes naredil. Tako vidiš na enih stvareh, da dejansko si mladi ful upajo, tako nima nobenega respekta do starejših. Ne. In jaz vem, da v mojih letih sem ful pazil, kaj komu rečem, pa kako se obnašam, kako se obnašajo te mladi danes. Imamo še zate 5 hitrih vprašanj. Okay. Kaj bi raje, kavo ali energijsko pijačo? Energijska pijača. Okay. Si jutranja ptica ali nočna sova? Čisto odvisno od obdobja, ampak po moje bolj nočna sova. Okay. Zadnja stvar, ki si jo googlal, če ni skrivnost? Na zadnje sem lih nekaj o fastingu, ki je bila prej debata. Aha, okay. Če bi moral en teden živeti brez telefona, bi preživel? Ful težko. To je pa ena odvisnost, ki jo priznam, to je pa ful težko. Čeprav bi to bilo zdravo za mene, ampak kje. Okay. Katera tvoja objava misliš, da bi lahko šla v muzej sodobne umetnosti? Nobena. Ne, nobena. 100% nija nobene objave, ki bi lahko to gledal nekdo kot umetnost. Okay, ampak si mogoče ponosen na katero teh objav tako? Mislim sam na te objave, ki sem doprinesel neki družbi. Mogoče to. Okay. In še čisto za konec, zadnje vprašanje. Katere so 3 največje vrednote v življenju, če gremo od najpomembnejše do najmanj pomembne? Torej 3 vrednote, ki so tebi pomembne. Lojalnost, prvo do sebe, potem do drugih. Pa korektnost je tudi neke vrste lojalnost, da si pošten vsemu, kar delaš. Pa po moje, da bogobojaznost, če lahko to gledamo kot vrednoto, ampak mislim, da če se ne bojimo tega, kar nas je ustvaril, oziroma če smo prepričani, da smo nastali po nekem naključju, potem veliko enega zla se zgodi v svetu, samo zaradi tega, ker mislimo, da smo superiorna bitja, no, tako bom rekel. Zavedanje samega sebe in tega, da smo minljivi in da nič ni večno in da treba pustiti nekaj dobrega za sabo, ne pa slabo. Tako da, bogobojaznost, se pravi, lojalnost do sebe, do partnerja, do prijateljev. In to je to. In korektnost, ne glede na to, s kom kje v življenju počneš, kjerkoli posel delaš, a je nekdo, ki ga lahko nategneš, pa ne bo posledic, ali pa nekdo, ki se ga ful bojiš, treba biti čist korekten do vsega, vsaki stvari. Pa to, da imaš besedo, da imaš se prav svoj stav, ko nekaj rečeš, da se tega držiš, ne? Ker včasih ni bilo sodišč, pa pogod, pa notarskih veritev in tako naprej, ker ljudje se danes tega držijo, če ni na pogodbi, ni to. Jaz sem še zmer odraščam v okolju ljudi, ki je beseda, ki daš nekomu, je tista sveta stvar in če dam nekomu besedo, ne glede na to, komu jo dam, hočem se tega držati, trudam se, da držim, ker to je edina vrednost, ki jo imaš kot človek, se pravi, da si načelen, kar se tega tiče. Na začetku smo rekli, da si tukaj v našem studiu in rekli, da kakšno je njegovo sporočilo, ali je moderni superheroj, katere so afere, ki so ga najbolj pogrele. Upam, da so naši poslušalci in poslušalke dobili
odgovore na vse to. Jaz sem predvsem izredno presenečen, da si en zaklad poln modrosti in takih stvari, ki mislim, da bi se jih vsak mogel vsaj enkrat nekako dotakniti, da to, kar si doživel ti skozi svoje obdobje, je zelo, zelo poučno in hvala ti za to, da si to delil z nami in v našem dolgem Kaprisovem super intervjuju, ki ga seveda vidite, slišite na YouTubu, slišite tudi na Spotifyju. In ja, Aleksandar, še enkrat najlepša hvala. Najlepša hvala vam, da sem lahko bil vaš gost. Srečno. Rustja, Manca in Pangos.